Dragi gledalci, drage gledalke, lepo pozdravljeni v oddaji Reflektor, kjer bomo spregovorili v začetku postnega časa o postu. Z mano pa sta tokrat gosta, duhovnik Blaž Franko in pa tudi duhovnik in pa kapucin, brat Luka Modic. Lepo pozdravljena. Bog da je. Evo, tako, trije duhovniki o postu. Govoriti znamo. Zdaj, najprej, kaj je post? Zakaj se pri postu sploh gre? Kje ga poznamo? Mogoče malo najprej tako na široko o tem vprašanju, da vemo, v kateri omejitvi se pogovarjamo zdaj za začetek. Torej, post je v verski praksi, recimo, pa tudi v laiški praksi, omejitev, ponovadi da se nekdo odvzame hrano, nekaj, kar je osnovnega za naše življenje, nekaj, kar zaboli, nekaj, kar nas, neko mejo si postavimo. Da te začnemo odraščati. Tako. Tu je v osnovi post. Ponovadi gre za hrano in pijačo. Ja, ko v bistvu post, to ni samo nekaj, kar bi imeli v krščanski kulturi. Na nek način ima konec koncev vse religije, imajo bolj kot ne neko obliko posta. Ja, je to ena od poti za približanje božanstvu, recimo. Da človek malo bolj začuti to, ne vem, eno umanjkanje in pol se mogoče v tem trenutku začne zatekati ali k Bogu, ali pa da ga mogoče lih tisto spomne na to, da je še nekaj drugega, ali pa tako. To je mogoče prav zanimivo res, kako da se je v vseh kulturah, civilizacijah po svetu pojavil isti način, kako da si odpoveš nečemu, kar ti legitimno pripada, da te to nekako približa z nečem presežnim, kar presega tebe samega, da ugotoviš tisto svojo, tle se pa ves potegne malo nazaj, da bo mogoče lahko spoznal nekaj več. In ta duhovna drža pa mogoče še toliko bolj potem zdaj razvita v krščanstvu, da smo res poskušali dodati še res ta močen duhovni pogled in vidik. Zanimivo je tlih to, ker prostovoljno v bistvu vstopaš v nekaj, kar je sicer se zgodi v eni krizni situaciji. Mogoče jih je lih tako, ljudstvo sveta nagovorili, ki so na nek način bili v kakšni krizni situaciji, bili brez hrane in so videli, kako se takrat zatekajo bolj k Bogu, in potem, ko so videli, da se od Boga odvrnejo, so sami mogoče stopili korak nazaj ali pa v tisto puščavo ali pa v neko odrekanje, njih zaradi tega, da bi se spet približali Bogu. Ja, se mi zdi, da ta način v tem laiškem svetu se zdaj zadnja leta ponovno odkriva ta, rečejo, survival mode, ki je človek v tem, sicer se čist drugme namene, ne z duhovnim ozadjem, ampak predvsem se z nekim vprašanjem zdravja, nekim vprašanjem hujšanja, ampak res, takrat, ko nam umanjka hrane, organizem začne drugače delovati, drugače, sem še vitalne funkcije, se telo samo odreagira na post, samo, tudi kot neka zdravilna praksa, recimo, se samo odzove, drugače, Ja, evo, omenil si že ta laiški svet, kaj pa je, na primer, tako, kje bi najdel mi tisto, da bi rekli, tukaj se pa krščanski post razlikuje od, ne vem, shujševalnega posta, ali pa zgolj od gole akcije 40 dni brez alkohola, ali pa nekega, ne vem, posta za to, da bi bil bolj zdrav in tako naprej. Jaz bi rekel, preden gremo na krščanski post, bi rekel, da krščanski post, kot ga mi poznamo, ima neko ozadje, ima to judovsko ozadje. In v Stari zavezi se post na več mestih pokaže. Zdaj bomo sigurno še govorili o simbolike vseh teh števil in vsega, ampak bi rekel, da se zmeraj post pojavi kot neka priprava na vstop na neke velike stvari, na neke preizkušnje. Recimo na Ninive, je raševina, se popsipajo s pepelom in se postijo, da bi se odkupili, recimo dostikrat gre za neko odpuščanje grehov, recimo, za neke neumnosti smo dali, zdaj se kesamo, in je post zdravim pri tem kesanju. Ali pa recimo priprava na neke večje stvari. Ester, recimo, se posti
preden gre k kralju. To zdaj mladi vse vajo, ki so bili na oratoriji. Da je post kot neka priprava na vstop, na srečanje z Gospodom. Tudi ima to, že ta predispozicija postave post, ali pa recimo nastavi post kot neko orodje. No, saj si povedal, po mojem, ravno to, pač naš namen je post za srečanje z Gospodom. Torej, da se pripraviš na srečanje z Gospodom. Ali pa Ninive, spreobrnite se. Jona je klical še 40 dni in Ninive bodo pokončane, razen če se one spokorijo in postijo in nazaj vrnejo k Bogu. Tako da, ja, ta vrnitev k Bogu se mi zdi, da je ta en ključen cilj posta. To bi tudi rekel, da je mogoče to, ker je res razlika med enim laičnim postenjem in našim postenjem, da mi poskušamo za časa posta sebe ne postavljati več v središče. En laični post pa ravno sebe postaviš v središče zaradi mojega zdravja, zaradi mojega hujšanja, zaradi moje postave, bom jaz se pustil, da bom potem lepše izgledal, pa nas pa takrat rečeš ti, ne več jaz, ampak naj Gospod bolj aktivno zaživi v meni. Zaradi tega se odpovem tisto, kar je moje, kar mi pripada, kar imam, kjer je moja varnost. Temu se pač odpovem, da bi lahko tudi sebe potegnil korak nazaj in rekel, evo Gospod, tukaj sem, ti me spet napolni nazaj. Ja, v bistvu ni več ta glavna dobrina, ni zdaj, ne vem, moje zdravje. Glavna dobrina ni več moj izgled ali pa moje počutje konc koncev, ampak v bistvu je glavna dobrina, tako kot je sicer v krščanskem življenju, je Bog. Torej, Bog v središču. On v središču in on tudi v bistvu, zato se postim, da Boga spet postavim v središče svojega življenja. Čist preprosto tudi na tej najbolj osnovni, recimo post od hrane, od pijače, da spoznamo oziroma človek spozna, da je preobilje, to zasičanje, ovira na poti k Bogu. In pa hkrati lih v postu so ljudje ugotavljali, da vse pa kar dobrega prejemajo, v bistvu prejemajo od Boga. Da ni to, konec koncev, tudi če sam delaš, pa tako naprej, je še vseeno lahko izraziš Bogu eno hvaležnost, eno veliko hvaležnost, da ti daje sploh moč zadelati in da lahko opravljaš in da si na nek način pridelaš, prislužiš in tako naprej vse te dobrine. Sploh v tej starozaveznem ozadju, ki je bila pač na svetu dežele, je praktično v puščavi in vsaka hrana je dejansko dobesedno dar Boga. To, kar smo danes morda v tej industrializaciji in tem intenzivnem kmetijstvu pozabili. Čeprav ena suša pride, pa smo se raje že. Ja, en tak se mi zdi, da dober pokazatelj, kaj je post, je že v začetku postnega časa tale obred pepelenja. 2 stavka slišimo, in sicer prvi je, lahko duhovnik posuje človeka s pepelom, pa reče, pomni, da si prah in da se v prah povrneš. Druga je pa... Spreobrni se in veruj evangelijo. Tako da v bistvu oboje, pač brez Boga ni nič. Pa ta vrnitev k Bogu, spreobrni se in veruj evangelij. Malo smo že šli na tale post, 40 dni pred Veliko nočjo, ampak ja, v katoliški cerkvi poznamo še drug post. Ne samo ta, ampak torej petek, potem govorimo tudi o strogem postu, oziroma potem imamo konec koncev tudi še razne postne prakse. Včasih je bil tudi advent bolj spokorno, tudi postne narave, celo srede in petke so imeli za postne dneve. Zdaj mogoče tukaj malo razdelimo, kaj je zdaj strogi post, kaj je zdržek od mesa, kdo se more postiti in tako naprej. Blaž, ti si pravnik, ti bi mogel te stvari malo bolj vedeti. Ja, na par stvari imamo celo zapisano v našem zakoniku cerkvenega prava. Ko je ena ustava, zdaj pa tako deli. Ne samo to, mislim, da ravno zdaj pred kratkim smo imeli z našimi veroučenci pri verouku šli tudi teh 5 cerkvenih zapovedi čez, Vseh ni veliko, ampak teh 5 pa ne bi vsak vedel, kaj gre in vmes je tudi ena posti so zapovedane postne dni,
In res tukaj vidimo, da imamo pač najprej celo zgodovino, polno teh raznih izkušenj, koliko so se razni svetniki spustili in tako nekako naprej, koliko je svetopisemsko to utemeljeno. Ampak potem za redno prakso normalnega laika pa je bilo treba najti tudi en tak način, ki ga je lahko vsak tekom svojega vsakdanjega življenja tudi živel. Ne moramo mi zdaj od vseh laikov pričakovati, da se bodo pustili 3-krat na leto po 40 dni, kot recimo svet Frančišek. Tako da in iz tega vidika najprej imamo tako imenovan zdržek od mesa ob petkih, ki ga poznamo, pa še to pravzaprav ga ne poznajo v taki obliki po celem svetu. Od države do države se razlikuje. Tukaj so pač norme škofovske konference tako določijo, da ne bi v petkih v spomin na Jezusovo daritev na križu se tudi mi odpovedali mesu. Saj sem prepričan, da to za naše... V bistvu je tukaj post namenjen temu, da te na neki spomni. Jaz se odpovem mesu in danes sem se odpovedal. Zakaj že? Petek je, Jezus je umrl na križu. Tako je, da mogoče že ta del, in da ker mislim, da na vse zadnje, še za naše babice, prababice, to sploh ni bilo nič nenavadnega, ker je bilo prej obratno. Oni, če so enkrat na teden imeli meso, je bilo marsikdaj že veliko. Tako da za našo generacijo, ki smo pa zasičeni z vsem, pa to mogoče ni nič nenavadnega, ampak vseeno zahteva kar eno mogoče dejanje pozornosti, da takrat, ko imaš pred sabo več menijev, da zbereš, bom pa danes bral nekaj brez mesa, da bom poskušal nekaj tazga narediti, ker za marsikoga je to pravzaprav, nekdo, ki je vegetarijanski, je bolj malo mesa, si pa lahko tisti dan mogoče čemu drugmu odpovem, drug zdržek, da nečemu, kar mu je morda dobro, kar mu je morda najbolj hranilno, kar mu je morda tisto, ki ga tako najbolj drži po koncu. On pa takrat lahko meso. Mogoče. Ne, se tudi mi nismo prosili, da tisti dan pa nujno jemo neko sočivje. Tako da, tu je ta zdržek od mesa, ki ne bi se ga držali pravzaprav vse petke, razen če ob petkih pade potem velik praznik ali pa morda božična osmina, velikonočna osmina, ko je cel čas namenjen enemu praznovanju, ne postenju, temveč praznovanju. Torej, to je ta petkov zdržek. To je ta petkov zdržek. Pa imamo pa še 2 stroga posta. Potem imamo pa še, posti so zapovedane postne dni, kot pravi zapoved, vključuje pa začetek in konec postnega časa. Pepelnično sredo in sam veliki petek. Na veliki petek je mislim, da tako povsem razumljivo, zakaj se pustimo, ker je to res tisti dan, ko se res spomnimo daritve Jezusa na križu in to nas pravzaprav spomne tudi, da vsak petek ob 3 zazvonijo naši zvonovi, pa smo že kar malo pozabili, zakaj v petek ob 3 zvoni, da nas tudi to zopet spomni in da tudi mi nekako se nečem odpovemo, mečkam gremo skozi eno malo manjše trpljenje, pa pepelnična sreda, ki naznanja začetek tega poti spreobrnjenja. Ker si lih omenil tale zvonjenje ob petkih, a ne popoldne. Mogoče marsikdo ne ve, da tako kot ob 12 zvoni in zvoni k temu, da bi molili angel gospodov, pa tudi ob 7 zjutraj, pa ko se dela mrak, ob 3 popoldne zvoni ravno zato, ne, da bi te spomnil, petek je najej mesa, ker takrat si že imel kosil, ampak daj narediti eno znamenje križa, ne vem, morda vzklik, molimo te Kristus in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil, ali pa eno kratko molitev v spomin in v hvaležnost, da je Jezus umrl za nas. Ali pa Božje usmiljenje. Ali pa rožni venec Božjega usmiljenja, čudovita zadeva. To že vzame več časa, ampak toliko bolj. Morbiti pa res so lahko v postnem času na tak način. Ampak da samo še zaključimo ta del s postom, takrat, kadar je res predviden strogi post, se predvideva, da prvič ne jemo mesa, kot vse ostale petke, drugič pa, da imamo lahko en poln obrok in 2 manjša obroka, ki skupaj ne dosegata vrednosti enega polnega obroka. Recimo tako, da se v bistvu naješ toliko, da lahko funkcioniraš, pa hkrati še zmeraj čutiš neko pomankanje. Da tisto telesno pomankanje zopet tudi telesu da vedeti, nekaj posebenega je danes, tudi jaz se bom potlej mečkam svojega telesnega trpljenja pridružil neizmernemu Kristusovemu trpljenju ob križanju. Tisto, da v bistvu sam po sebi bi vzel še malo, Ja, tako. Ampak si rečeš, danes je post, v redu, dovolj je bilo, dovolj je zame. Tako, moram pa vedeti, da ta post zdaj drži predvsem
po zakoniku osebe, ki so polnoletne, pa do dopolnjenega 60 leta starosti. Tako da načeloma za vse ostale to lahko zgolj krepostno dejanje, za nas je pa obveza, ki jo moramo narediti. Ne? Ena izmed redkih zapovedi, kaj nam cerkev naroča, da moraš narediti tudi ta, da se na ta dan postiš. Za petko zdržek mesa se pa v bistvu šele od 14 leta naprej potem pričakuje, tako da definitivno za otroke v mladi dobi je težko pričakovati. Mogoče se pa kdo pogumno odloči. Ne? Smo tudi zdaj mladoletne fante, ki so se odločili za Exodus, pa smo ravno pri postu malo prilagodili, ampak vseeno se mi zdi zelo pogumno odločitev, da reče, ja, bi pa rad probal, bi pa rad šel mogoče malo preko te cone obdobje. In temu je navsezadnje ta post namenjen. Ne? In koliko smo te zadeve omenili, so pa včasih, kot si že prej rekel, ne, so bile recimo še srede en tak postni dan, ki so nas spomnile na post, potem pa še je dobra stvar, da se je tekom leta, da so se obnovile mogoče naše tiste postne kreposti, ki smo jih takrat morda ali pridobili ali izmolili. So bili pa še tako imenovani kvaterni dnevi, ker rečemo vsake kvatre nekaj. Ne? To so bili pa postni dnevi razporejeni še 4-krat čez leto, da je pravzaprav osvežilo tvoje postne zaobljube, tvoje postne kreposti. Tako in to smo že nažalost brisali ven, tako iz naše navade, ampak je potrebno, ne? Sej, nič nam ne prepoveduje tega, da si človek sam ne bi vzel kakšne odpovedi, a ne? Definitivno. V redu, ko imaš na izbiro, zdajle si bom pa nekaj prvoščil dobrega, pa si lahko rečeš, ne bo pa to kot žrtev za to stvar. Evo, ko sem mogoče lih omenil tole, a ne, žrtev za to stvar. Se mi zdi pomemben tudi ta vidik, a ne, pri postu, da post lahko daruješ za nekaj, a ne. Tako, kakor je post namenjen temu, da se vrneš k Bogu, ga lahko, kakor vidimo pri raznih svetnikih, a ne, da so svoj post darovali ali za spreobrnenje grešnikov, ali za neke ljudi v stiski, za potrebe, a ne. In je ena taka res kot molitev, lahko čudovita vaja, ne vem, da se pa danes odpovem kavici, ki mi je tako fajn, ker se spomnim, da, ne vem, je nekdo zelo bolan in na nek način hočem nekaj zanj zmoliti, pa se bom zanj tudi še postil. Ne. Vse take stvari konec koncev mi lahko darujemo Bogu. Ne. V redu. Nekje sem vedel eno lepo prispodobo, zato sem slišal, da če je molitev kakor kadilo, ki se dviga k Gospodu, da je post kakor oglje, ki razžari to kadilo, ne? Da pravzaprav še hitreje se dvigne, močneje zadiši, da tudi naša molitev postane med postom morda bolj živa, bolj jasna. Evo, omenili smo post, molitev, Jezus pa v evangeliju omenja še dobra dela. Ne? Ko govori v govoru na gori svojim učencem oziroma širšim množici, ne? Pravi post, molitev in dobra dela. Dajmo si pogledati mogoče še malo, kako nam glede posta predlaga Jezus. V evangelijih še sam je šel v puščavo. Ja, se glih, to jaz bi tle začel. Ne. Torej, Jezus ne govori iz neke teorije, čeprav govor na gori je v osnovi pridiga, ne? Ampak on govori iz svoje izkušnje, iz lastne izkušnje. On sam je šel, pravi, vsi tri evangelije poročajo o skušnjavah, pač zdaj to je tudi domek znam po skušnjavah, ampak v resnici ga Sveti Duh odpelje v moči Svetega Duha po krstu. On gre, Sveti Duh ga odpelje v puščavo in se tam posti 40 dni. Nič, kakor jaz vem, nič ne piše, da bi karkoli jo. Se me ne ponuja v kamne, da bi se skane futro, ampak je vse to zavrno. Nič ne june. In od tam in v tem postu, ta post je tudi za njega kot priprava na njegovo javno delovanje. Ne. Tudi tu se mi zdi, že ta predispozicija, ko govorimo o krščanskem ali pa recimo o katoliškem postu, je glih tu, da je tu delo Svetega Duha, da mora on biti zdraven, mi moramo prositi Svetega Duha, da nas razsvetli, da nas on vodi v tem. Drugič, pa evo ta, recimo ta zakonilni, ali kaj bi rekli, pravni del, ki ga on v pridge predloži, evo, glih v tem je bistvena razlika, da je poleg posta še molitev pa miloščina. Ker tu
ker post sam po sebi dejansko je zelo narcisoidna stvar, lahko, ne. Lahko se mi sfokusiramo samo na se, nas lahko čisto zapre. S tem, ko nas pa molitev nas odpira k Bogu, miloščina nas odpira k bratom, k ljudem. Ja, če boš v bistvu sam postil se brez molitve, brez Boga, pol je v bistvu to tako avtocesta v napačno smer. In je tukaj lahko post strašljiv, slab. Dejansko. Tudi recimo v smislu, ker smo prej omenili, post kot darovanje za nekoga, tle tudi je nevarnost, če ni molitve, če ne gre, je lahko to kot neko kupčevanje z Bogom. Evo, jaz še tu, ti pa zdaj zrihtaj, da bo ta otrok ozdravil, jaz ne za koga misliš tu darovati. Je nevarno, da nas post zapre, da postane neka egocentrična stvar. S tem pa, ko Jezus zelo poudarja in tudi cerkev, pač zmeraj poudarjal ta trio, post, molitev, miloščina, s tem pa nas odpira in k Bogu in k človeku, k sočloveku. Že malo prej, že v Stari zavezi, v začetku tega postnega časa, beremo v bistvu odlomek iz Izaija, kjer pravi, to je post, ki je Bogu po volji, da razvežeš krivične vezi, da lomiš lačnemu svoj kruh. Sej, daj ti to kar najti. Kar preberem? Daj kar preberem. Sej to je Božja beseda ne škod običajno. Čeprav hudič je skušal Jezusa lik z Božjo besedo, tako da tudi tukaj moramo biti pazljivi. Glejte na dan svojega posta, opravljajte svoj posel in priganjajte vse svoje delavce. Glejte, postite se tako, da se pravdate in prepirate, da se bijete z zlobno pestjo, ne postite se, kakor je treba na dan, ko ne bi se slišal vaš glas na višavi. Mar je takšen post, ki sem ga izbral, dan, ko človek pokori svojo dušo, da pripogibaš svojo glavo kakor loček in ležiš na razševniku in pepelu. Mar boš to razglašal za post in za dan, ki je Gospodu po volji? Mar ni to post, kakršnega sem izbral, da odpneš krivične spone in razvežeš vezi jarma, da odpustiš na svobodo zatirane in zlomiš vsak jarem? Mar ni v tem, da daješ lačnemu svoj kruh in pripelješ uboge brezdomce v hišo, kadar vidiš nagega, da ga oblečeš in se ne potuhneš pred svojim rojakom? Tedaj napoči, kakor zarja tvoja luč in tvoje zdravje se bo hitro razcvetelo. Pred teboj bo hodila tvoja pravičnost in Gospodovo veličastvo te bo zbiralo. Tedaj boš klical in Gospod bo odgovoril, stokal boš in bo rekel, tukaj sem. Ja, v bistvu je Bog tako kar pokritizira njihov post. Konkretno navodila so to. Ja. Ni v redu samo to, da se posti človek. V bistvu lahko je to zelo narobe. Lahko gre zelo napačna smer. Ni post sam v sebi, ne meni. Dejansko to, kar se dostikrat zdaj dogaja, vidim, da si mladi in stari cukru se odpovejo. Se jaz razumem, da je sladkor, da je tu neka mešanica nekih zasvojitvenih scen v telesu, pa neke dopamine, pa to v redu, zastopam. Ampak kaj se, ne vem, če ni molitve, pa če ni miloščine na koncu, je res to, jaz sem še dieta, evo, tako, neka dieta pod pretvezo. Meni je tako, ko si lih omenil ta cukor pa to naprej. Jaz običajno dijakom rečem, zakaj se postite v čokoladke? Če bi sveti Frančišek zdaj živel, bi gotovo napisal, hvaljen moj Gospod v sestri čokoladi. To je nekaj dobrega. Mi v času posta mislimo, kakšen strup je čokolada. V majhnih količinah, Bogu smo lahko hvaležni za to. Ampak kaj pa je fora? Na nek način, ko se odpoveš čokoladi, ki je nekaj, kar ti na nek način ne more škoditi, ne, če jo malo poješ, ali pa če je ne, na nek način tam treniraš, zato da se boš konec koncev lahko odpovedal kakšni stvari, ki ti pa res škodi. Na enem takem varnem poligonu se mi zdi, da lahko tukaj potreniraš. To je en vidik. Pol drug vidik je ta, tako kot, ne vem, meso ob petkih. Spomnite, postim se. Lahko zdaj namesto tega, kaj izmolim. Ali pa
ne bom vzel čokolade in me to lahko vodi v neko dobro delo, bom delil z drugim. Pa se mi zdi, da tudi predvsem ta vidik, da konec koncev, ja, Bog nam nekaj podarja, kar je dobrega in tako naprej. Jaz se prostovoljno temu odpovem za nek višji namen, torej za tiste spreobrni se in veruj evangelij, in pa konec koncev, ja, prah si in prah se povrneš, ko začutiš tisto malo, že ob čokoladki, ob umanjkanju čokoladke, nekaj rabamo. Ne. Ja, v bistvu resnično rabaš Boga, on je tista dobrina, ki te bo do konca nasitila. Ne. Ste mogoče lahko ena čokoladka, res, kot si rekel, samo poligon, ki te pripravlja na nekaj večjega. Ne? Sej, navsezadnje nas Gospod čez celo življenje pripravlja na neke večje bitke. Če bi ti takoj naložil vse, kar je, se pač zlomiš lahko. Ne? In navsezadnje, da se učiš reči ne? Kaj ti človek, ki ne zna reči ne, tudi njegov ja ni kaj velik vreden potle, ne? Da v bistvu se naučimo reči ne, nadzorovati tiste svoje najbolj instinktivne potrebe, ki so nekje v nas, ne? Ko znamo nadzorovati, potem postaneš potle res mojster teh, mislim, da svojih čutov, telesnih potreb in hkrati ne samo tudi tiste nevarnost, kjer smo spet pri krščanskem pa navadnem postu. Ne samo mojster tega, ampak hkrati tudi Gospodov služabnik potle, ne? Da se tukaj, se temu odpovem, ampak hkrati Gospod tebi predajam tole potle, tudi komando nad svojimi željami, strastemi, temi, kar imam, ne? Da tebe Gospod spuščam zraven, da ti vodiš, ne? Ampak moramo to pri malih stvareh začeti, ne moramo pričakovati, da bo človek takoj neke velike duhovne boje zmagoval, če že malem si bil zdaj, čez veliko te bom postavil. Ja. To je to, ja. Evo, pol pa, ko smo tako omenjali Jezus pa post, pa kaj nam svetuje, tukaj v Matejevem evangeliju jasno reče, zmeri 3-krat pri postu, molitvi in dobrih delih, delaj to na skrivnem. Kaj to pomeni? Pol, če se odpoveš postu, pa ti če se odpoveš čokoladi, pa ti ponudi čokolado. Še celo postim se. Še celo več, ne. On pravi, da takrat, ko se postim, da ne bi, takrat ko se ti postiš, si pomazili glavo in umij obraz, da ne boš pokazal ljudem, da se postiš. Ne. Celo, prikrit moraš to, da se postiš. Da je vse to, kar je dobrega, če ne skrivaj, dajlemo, ima še večjo težo, ker po mojem je tu tudi nasprotje napuha. Ne? Ja, sej pol kasneje lih to napiše, ne? Tako kot zaklad na besih ali pa tam. Torej, da ti bo povrnil on, ki vidi na skrivnem. Ne delam to zaradi drugih, ne delam to zaradi sebe, ampak v bistvu zaradi Boga, iz ljubezni do Boga. Ker če je pa pol ljubezen do Boga, pa tudi ljubezen do mene in do bližnjega. Ne? Evo, vse mičkanje se mi zdi, da smo že malo vstopili v te skušnjave v postu. Tudi konec koncev, ko je duh vodil Jezusa v puščavo, ga je vodil zato, da bi tam bil deležen skušnjava. Ne? In ko se človek začne postiti, takrat v bistvu nastopijo skušnjave. Dokler boš ti vsemu rekel ja, no se zadnji hudi duh nema nobenega velikega interesa, da te v kaj prepriča, ker tak in tak si že njegov. Ne? Ko seš pa ti enkrat začel boriti proti temu, da boš vsaki skušnjavi takoj rekel ja, potem bo pohodi duh videl, opa, tle pa nevarnost, da se obrne nazaj Gospodu. Dajmo ga malo močno izkušati. Ne? In to je tudi v bistvu potem tista igra, ki začne hoditi duh igrati. Ravno takrat, kadar vstopiš, pa želiš prije do tega, spreobrnite se in verujete evangeliju, da hočeš res obrniti nazaj Gospodu, da bo na vsak način probo spraviti stran. Ne? In takrat se pripravil naprej, da bodo skušnjave veliko močnejše. Ne? In hudič je tukaj kar tak, iznajdljiv, pa pameten, ustrajen. Že pri Jezusu vidimo, celo z Božjo besedo ga skuša. On hitro pogrunta taktike, ki jih mi imamo. Ne? On ne more sicer svojih novih taktik pogruntati, ampak on se lahko operira s tem, kar je. On ne more ustvarjati. Ne? Ampak hitro pa pogrunta naše slabosti, šibke točke, kar je že prej rekel, in pač kaj bo šel, tam bo ustrajal, ker vajel pa pričakuje, da bo imel uspeh. Ne? Ja, ker naprimer
bih to je zanimivo, pri telih Jezusovih skušnjavah, da hoče na nek način nas premotati preko tega, kar se nam zdi dobro. On nas ne pelje v nekaj, kar vemo mi, da je slabo, ampak nam hoče greh pokazati kot nekaj dobrega. Daj, ne vem, naredi si iz teh kamnov kruh. Se te ne bo nič kodvalo, se te ne bo noben videl, se te ne bo nič. Tako, ne. Pa ta skušnjava, če si Božji sin. Tako, kakor, sej se mi zdi, da to mi dostikrat delamo, da Bogu rečemo, če pa zdaj obstajaš, če pa si Bog, pol pa naredi to in to in to in to in to. Jaz bi rekel, da se zdaj morda pregloboko zabredel, ampak glih Matej, če smo pri Mateju, on vse 3 skušnjave, oziroma hudi duh, vse 3 skušnjave pri Mateju začne glih s tem stavkom. Če si ti Božji sin, če je to res tvoja identiteta. On res cilja na to, ker v postu se post dejansko zbistri zbistri osebe, odnose, zbistri moj odnos do stvari, navezanosti se razvežejo, in dejansko nam pokaže pravo identiteto, tudi, oziroma nam pomaga vstopiti v pravo identiteto, v pravi odnos z Bogom. In zato tudi se mi zdi, da tlele hudič pri Matejevem evangeliju zelo gre na to identiteto, če si ti res Božji sin. In podoben je pola na koncu evangelija, če si Božji sin, stopi s križa in bomo verovali vate, kakor da bi hotel. Ja, Boga postaviti za en predmet na mizo, zdaj pa, če bo pa to, poskus naredimo, če pa si Bog, pol bo pa tako. Ja, ampak isto govorico potem začnemo mi med postom uporabljati, ne? Bog, če si pa res tam, potem je pa takoj usliš mojo prošnjo zaradi tega, glej, postim se, glej me, kako sem dober, ratalo mi je. Ne sem, da sem zdaj pa moraš to narediti. Tako da, jutro imam kontrolko, danes sem se posto, evo, dajmo zrehtati tako, da bo vse poporito. In v bistvu lik zaradi tega moramo reči, da ja, sej post na nek način si izberemo mi, ampak voditi ga mora pa Sveti Duh. Ne, da si mi postavimo, če bo tako. To vidiš, to mi pozabljamo, stari Svetega Duha in za načbo in pismo. Ne, daj bo, leď da se treba moliti Svetemu Duhu. Ker tudi tu je, kakšen post mi je všeč, kakšen post Gospod češ, ker naj vsak post zame dober. Lahko jaz, se mi zdi nujno vprašati na začetke, ok, Gospod, kaj ti želiš? Kaj vidiš, kaj me hočeš osvoboditi? Pokaže me, povej, da spregovori, saj Bog govori. Najprej naredi svoje dolžnosti, ne? Ja, spravi se. Ne moraš ki teži ga šli tisto pusto. Imaš ogromno enega dela, ampak jaz bi se šel zdaj postiti. Ene nujne ste. Ja, dajmo mogoče pogledati lih to, kje so tiste zanke, ki pridejo v postnem času. Zdajle vstopamo v postni čas, marsikdo izmed naših gledalcev se bo najbrž odločil za kakšno stvar, kje pa, ne vem, kot duhovniki bi mogli najbrž v duhovnem življenju že kaj vedeti ali pa videti, kje pride mogoče kakšna taka zanka znotraj postnega časa. Ja, mislim, da začnemo lahko čistem, pa pri začetku tudi tam, ko hodi duh, je prvi padel pri ponosu. Tam, to je tisto, jaz bom pokazal, kaj bom naredil in jaz se bom dokazal pred drugimi, jaz se postim, jaz ne vzamem čokolade, in jaz tega ne naredim in jaz tako, tukaj je lahko prva taka stvar, ker lahko prvič pred drugimi se pokažeš, drugič si ponosen sam nase, ker ti je ena stvar zelo dobro uspela, ker ti je dejansko ratalo prije čez svoje zadane za obljube in tukaj lahko, mislim, da najhitreje pademo. Potem pa, ko pademo, smo pri strahu, pa pri obupu. Mogoče pa res nisem tako dober, mogoče pa Bog nima rad, mogoče pa nisem dosti vreden, mogoče pa, če mi niti to in to ne uspe, kako bom šel potem naprej, če niti pri mali izkušnjavi, kot je čokolada, ne uspem, zares 2 tedna zdržati, prvi teden je šel super, drugi teden ne. Kje mi bo šlo šele pri večjih izkušnjavah, ko so na drugih področjih pridejo in potem obupaš in rečeš, ne, zdaj se pa ne grem več, očitno jih boš, da obsedim tle, ker sem,
tistega starega življenja, kot sem navajen. Ker tam sem bil zadovoljen samim Tam sabo. sem bil približno zadovoljen. Ja. Se to je v bistvu zanimivo. Ravni, To je zanimivo. Ne? Prej si bil zadovoljen, pol se pa odločiš za nekaj težkega, vidiš, da ti ne gre, se imaš pa za popolnoma nevrednega. Ta nevrednost. To je. Ko misliš, da ti vrednost daje v bistvu to, da ti zmoreš. Ja. To je glavni hakelček. Ne, da ti vrednost daje Bog, ker si Božji otrok, ampak misliš, ja, ker to zmorem, zdaj sem pa car. Zaradi tega, mislim, ja, to je to, ali hočem sam, ali hočem z Bogom. Ne? To je to bistveno vprašanje. Prva, se pravi, glavna mašna prošnja, prve postne nedelje, zelo dobro povej, kaj je namen posta, ne? Da bi čim globlje vstopili v Kristusovo skrivnost. Zdaj pa se z tega vidika vprašam na začetku posta, a bo odpoved cukre, raje sme pomagala vstopiti v Kristusovo skrivnost? Mislim, seveda, na nek način, ampak je bolj kompleksno vprašanje. Ne? Kaj je tisto, kar bo meni pomagalo na koncu postnega časa v 3 dnevju biti s Kristusom pod križem, recimo, obstati pod križem. Ni čist na začetku, ampak bolj pa malo človek pride do te skušnjave, en teden se že posti, 2 tedna se že posti, se nima vrednosti, pa sej to se pa ne splača, sej kaj če bi pa nehal, pa sej sem že dost naredil. To je tista stvar, ki se v duhovnem življenju potlej lahko reče, je upodanski demon, da te na sredin zmanjka. Tam, ki bi šel mečkam se zalekant, počint, takrat bi zmanjkal, pa pol na koncu. Bolj, ko se bliže, pa v vseh teh letih, ko sem spremljal različne skupine pri teh postnih programih, pa lej se, zdaj 4., 5. postna nedelja in mim, se sem še par dni manjkal do konca, zdaj kamor je še bak, ne gre pa še štrak, reče pri nas, ni šlo, pa dajmo pa obupati. In to so v bistvu te 2 prelomne točke, na katerih je treba biti izjemno pozoren. Na sredin, pa v tej ciljni ravnini. Da tam res poskušaš zdržati, pa ne samo, da te drugi res podpirajo. Tudi vidim, kako je tista podpora med seboj, tukaj je res pomembna, da rečeš, ja, šlo bo, da je Gospod prvič, da mi moč, da zmorem priti do konca, da ne obupam, da mi ti ustrajnosti in da jim drugega podpreti pri tem, da pa pokažem tudi to svojo pripravljenost, da bom šel in da bomo res, na vse zadnje in potlej, da se pripraviš na tisto, kar je najpomembnejše, na 3 dnevje je potlej, ne pa da potlej 3 dnevje. Nih v 3 dnevje pa pol. Pa zaraz glazdo. Tako da, ne. Pa še ena taka skušnjava, se mi zdi, da je dosti pogosta, ko pride v postu, to je pa škrupuloznost. To, da na nek način se odločiš, ja, zdaj se bom pa postil od sladkega, pa te pa moti vsaka stvar, pa preračunavaš, a to zdaj lahko ali ne smem, in pol dneva energije porabiš samo zato, da premišljuješ, a to, ja, ne, kako, in se zakompliciraš, ja, spet okoli samega sebe. Ja. Ali pa še celo do tega priješ, da začneš vzvišeno, kad te nekaj rata, da začneš vzvišeno na druga gledati. On pa to dela. Čokolado je, da ga pir pije. Isto sem rekel tem našim fantom, ki spremljam na Exodusu, da recimo tam je še ob sredah predviden post. Če greš v sredo na obisk babici, ki komi čaka, da te vidi in babica pokaže svojo ljubezen prav z južno in bo skuhala ti najboljši kos mesa, ti rečeš, ne, jaz sem pa v Exodusu v petkih najem mesa. Tih bod pa jej ti meso, ker je izraz ljubezen tvoje babice. Takrat boš ti svojim egoizmom porušil vse, kar si naredil. Pej pa poprav, pa so četrtek posti, če treba, ne? Ti boš ti drugo stvar naredil, ne? Ker to... Lih toga upal v tist, pač kazanje na se pokazal. Kazanje, ja, točno to, ne? Pa eno to, ja, škrupuloznost pote. Res nadomesti potle tist z nečim drugim boljšim, bolj ponižnim na skrivnem, ne? Ja. Tam narediti nekaj, kar ne bo nihče vedel, ne? Zdaj, se už videl, pač, če tebi potle na ponosu darno, ali pa spet druga stvar, ne? Bom pojedel ta zrezek, ampak babica je še ful veliko torto spekla, ajde, če sem pa že en košček, praznujemo, nema pa še 2 pa 3 za domov, ne, zdaj ta dan je že šel, ne, to je pa drug ekstrem, ne, zmer se moramo boriti med 2 ekstremoma, ne, eno
škrupuloznost, drugi pa čisti laksizem. Če si enkrat padel v greh, pazi, da ne boš še drugič. Ja, in da boš ležal tam, ker ti se ti pregabilo na cesti. Ja, pa še, zdaj si ravno omenil že malo Exodus. V tem zadnjih letih se mi zdi, da je kar en tak prodor enih postnih akcij. Exodus, to je v bistvu svetovno razsežno postalo. Potem Fiat. Tako, sam tukaj pa še malo daljši, 90 dni. To je res narejen za sodobnega človeka. A veš, tako kot lučka. Mi rabimo 1 mesec pa pol pred Božičem že lučka, sodobni človek. In sodobni človek rab tudi 1 mesec pa pol pred postom post. Res narejen za sodobnega človeka. Tako, torej, ti malo spremljaš že tale Exodus. Ja, zdaj sem že kar par let zraven, zdaj recimo tretjič, da še sam aktivno delam, večkrat sem pa samo spremljal skupine zraven, tako da sem bil kot duhovnik pa poskušam malo spremljati in vidim, da je kar velik interes zmeraj, da mislim, da velik teh, še posebej pri tej moški populaciji, ker opazimo, vse človek sam pri sebi opazi, da ob vsem tem, ko si zasičen s telefonom, zasičen z delom v službi, z računalnikom ves čas, da ne živiš življenje, za katerega si bil ustvarjen. To mislim, da kmalu vsak od nas opazi, da pač enostavno ne živiš to, za kar te Kristus pošilja na ta svet. Da ne živiš v polnosti svojih odnosov. Da dejansko postaješ suženj telefona. Se vsi vidimo, to jaz pri sebi močno opažam, koliko enega nepotrebnega časa gre za neko nepotrebno scrollanje, ki se nam je morda par let nazaj zdelo še nekaj posem tujega, pa smo vsi zapadli v isto zanko. In tlele vidim, da če dalje več ljudi opaža to svojo zakrčenost in vidi potrebo potem, da nekaj spremenijo. Da v bistvu naredi Exodus, izhod iz sužnosti. Zaradi tega mislim, da je totalni program dosegel en tak velik uspeh na svetovni ravni, čeprav mislim, da zdaj ta zadeva se že umirja, pa da bo mogoče kaj drugega še zraslo. In tudi tako, mogoče dela na en taki šok terapiji. Takoj naredimo eno veliko spremembo, potem pa spet zapadeš lahko nazaj. Mislim, da nevarnost bi bilo tukaj to nekako skalibrirati v eno tako redno krščansko življenje. Mislim, da pa sami ti programi niso nobena novost, ampak vključujejo te katoliške metode, ki so se skozi tisočletja pač enostavno izkristalizirale kot nekaj najbolj običajnega. Post, molitev, miloščina, to samo prilagojeno enemu takemu programu za možakarje. In samo po sebi ne vidim nič slabega. Bilo mogoče pa kvečne še za nadgraditi, kako to prenesti v vsakdanje življenje potem, ko sam Exodus menem. Jaz mislim, da vsak, ki je šel kdaj skozi Exodus, je videl to. Mislim, tudi 91 dan pride. Tu je, mislim, pa čeprav se mi zdi, da program sam dobro pripravlja na ta 91 dan, da bo prišel, da ne bo, mislim, razumeš, da boš mogel izbrati neko pot zdaj ven iz tega. Ampak, če je, mislim, jaz tako iz lastne izkušnje povem, jaz vidite, da jaz nekaj najbolj primeren kandidat, da zagovarjate o postu, pa neče. Jaz ne domeščam tle, tu bo pa v špice pisalo, da ne domeščam. Ampak zaklepaj. Jaz bi rekel tu, da iz lastne izkušnje pravim govorim, v ponedeljek se začne Exodus pismo, dajmo zdaj še, dajmo še nekaj, Ali pa v Exodusu je en dan, ki lahko se ene stvari, mislim, lahko pride nazaj, Jaz sem zdaj, sem jaz sram, stari, ampak jaz sem pričakal, jaz sem mislil, ajde, tak, da bo cukor tiste, Jaz sem rad cukor, jaz tu, Itak, da bo cukor tiste, kako bom najbolj pogrešal, kaki, vino, alkohol je bil, razumeš? In pa smo, prmaši so bile skrb z bratom, sem med tem, kaj je bila korona, so imeli mašo, pa še live je bilo, Prnije se kelih, pa tako res, tuk en prst pod robom vina notri, Se pravi, se mi je sram, Kje vse postane pol skušnjava, Ja, kaj vse se v nabrne, Ampak Kje je udar? Težava je pa teh programov tu, se v osnovi je res dobro mišljeno, sprememba
sprememba na dolgi rok, ne. Pa problem je, da je ta sprememba okvirjena v 90 dni, a ne, ko pride 91. dan, pa vse pade, ne. Pa nič ne ostane od tega. Tu je problem, ne. Problem je, ker 91. dan bi mogel biti enak 90, pa 45, pa nekaterim, ne. Da res ostane neka, da gremo na hard, razumeš, itak se enkrat se živi, ne. Jolo, enkrat živiš pismo, če hočeš na hard živeti, žive na hard, ne. Ne pa je poli 90 dni totalno na hard, pa itak pa spet se tako kjerno, ne. Ja, je pa tako, sej, tudi Izraelci so doživeli pa 41 leta, ko pa so prišli v obljubljeno deželo, ko pa ni bilo več tistega vsakdanjega, ne vem, ene prošnje za mano iz nebes in tako naprej. Je pa konc koncev tudi to en naraven proces znotraj posta, ne. Sej tudi po 40. dnevu pride... Ja, se potica, ja, pa šunka. Sam v bistvu, sej to je dober potica šunka. Pripravili smo se na praznovanje, na gostijo. Je zagovarjam, da mora biti tam gostija, ne? To mora biti, ja. Zato pa imamo mi velikonočno smeno, ne, da 80 dni praznujemo na veliko, zaradi tega imamo tudi nedeljo v postu. Načeloma ni postni dan, ne, ker se vsem radujemo od Kristusovega stojenja, ki je srčika naše vere. Ampak glih to potem mislim, da je pa problem po 8. dnevu rajanja se zopet vrniti na zadnji delovni dan, ne. Ni celo življenje ohcet, ni celo življenje svadba. V večnosti bo vsak dan svadba, danes pa ne. Imamo pa svadbo, s katero popraznuješ pošteno delo, potem se pa vrneš, magar 8. dan po veliki noči, pa nazaj v redno življenje, v katerem pa rečeš, ok, tukaj bom pa pazil tako pri hrani, tako kar pri telefonu in mogoče res petke pa ohraniš tako, da predvsem rečeš pa popolna abstinenca oziroma post tudi nekaterih stvari, da upelješ kakšne take metode, ki te pomagajo tudi v rednem vsakdanjiku držati nazaj. Ker če bi to držali 365 dni postni čas, potem mislim, da ne bi imelo nobene take več posebne vrednosti. Ne? Ker tudi Jezus, a ne, on se je postil, ampak pa je pa hodil tudi na gostije in tako naprej. In tudi zelo prav, a ne, sprašujejo ga, ne, zakaj se učenci Janeza Krstnika postijo, pa farizeji, pa vsi oni, učenci pa ne. Zato, ker je ženin z njimi. Ne. Ker moramo praznovati Kristusovo zmago. Za veliko noč, ženin je totalno med nami. Super me je, ker si rekel, da nas spet skozi celulaj to opominjajo, da je post, ne, da je potreben post, da je potrebna zmirnost, da je potrebno samoobvladovanje, to so vse sadovi Svetega Duha. Ne. Ampak je pa tudi res, da nedelje v postu naj so postni dnevi. Ne, nas pa spominjajo, da v bistvu smisel našega življenja naj neka konstantna pokora, pa bičenje, pa safer, ampak je veselje, je več, ne. Ja, kaj pa tole, a ne? Zdaj vstopamo v postni čas, spremljajo tudi različni liturgični obredi, nekaj smo se že dotaknili, ne, pepelnica. Post je pa sicer tudi v redu, poznamo križeve pote, poznamo, ne vem, kakšne druge oblike pobožnosti, ki spremljajo. Prej si omenil ti že tale rožni venec Božjega usmiljenja, čudovita molitev za petek, postna sveta spoved. Se mi zdi, da lih tukaj je tisto, ki si prej omenil, da nas hudič zgrabi tam, kjer vidi, da smo šibki, ampak evo, sveta spoved je tukaj en tak res močen trenutek, ki nas lahko spet izvabi iz teh skušnjav, pa postavi kot en nov začetek. Kako sem prej rekel, Jezus je te prve sam se postil. In šel skozi skušnjave, da bi nam povedal, da bi nam hotel pokazati, da se, stari, da se, lahko, možno je, možnost obstaja, oziroma obstaja, da se, pika. Tudi mi, ki padamo med postom, pa imamo ogromno teh čudovitih pripomočkov, ki nam pomagajo od križevega pota, da sej vsak na koncu najde neko svoje pot, to, kar me paše. Tudi molitev je treba poglobiti in vsak na svoj način poglobi. Ampak hočem reči, Jezus nam pokaže s svojim primerom, on je bil Bog, ampak je bil tudi človek, pravi človek. Da se več, lahko zmoreš več.
meni pri tem vsem postnem času, glih to, tudi ta simbolna govorica cerkva tako zelo bogata, ker človek je simbolno biti, govoriš preko simbolov, ne? In tako, ko bomo imeli pri veliki noči veliko simbolno govorico enega velikega slavja, se tudi zdaj ta celotna skupnost zavije v nek post, ne? Da res poskušamo imeti neokrašene cerkve, res ena taka vijolična barva, ki te spominja na samo spokornost, ne bi bile tudi res bolj tihe, bolj žalostne pesmi, ki te potegnejo. To so Eno stvari, razmišljanje pa premišljanje. tako, ja, in to že mislim, da, pa tudi že sam pravi čas v letu, to je dejansko čas, ko še narava spi, preden se preboja, ne, to Nek je, preden je un. tako, ne, to je povsem tak naravni cikl, da greš čez ta miren čas, ne, in meni je toliko pasalo zdaj, ko je bilo konc božičnega časa, da smo se vrnili zdaj v čas med letom, tale normalnost, in zdaj pridemo še v spokorniški čas, kar nas bo res potem pripravljeno na tisto veliko Kot ena slavje, vzmet, ne. da nas pa potem Tako da tukaj tudi res, razbohoti. tudi cerkev pravi, da se, ne, tukaj skupaj gremo čez to, ne, evo, le, čez premišljevanje križovega pota, čez postne pesmi, čez eno skromno dekoracijo, skromne simbole, ki te nagovarjajo, od zunaj ti pomagajo nagovarjati, da se ti znotraj dobro pripraviš in greš potem. In na koncu je v bistvu ta post lih temu namenjen, ne, da toliko bolj zažari velika noč. Ne. To je pa To je v tem življenju, v ciklu tega življenja, katoliška cerkev je čudovita skozi to cerkveno leto, ki nam daje, hkrati nas pa pripravlja na to, kar nas vse čaka. Ne. Mi gremo skozi puščavo, tudi skozi puščavo tega življenja, tega sveta, ki je sicer čudovit kraj, raj si lepo v Sloveniji, wow, katoliška cerkev, smo potopljeni tu, ampak tu ne še nič primerjave s tem, kar nas čaka. Mi tle na zemlji pravzaprav kampiramo in ko kampiraš, ne vzameš vsega s sabo, ne. Vzameš uno najbolj osnovno. Ja, zdaj tja čez pa nam nič vzel. Ja, ko bo že vse tam. Kar razložiš se tam. Jer nas pa pripravlja post, rajs in tudi evo, velika noč, na to večno veliko noč. Evo, šele na koncu smo prišli do velike noči. Ja. V bistvu to je cilj posta. Ne. Tako da v bistvu, ja, že zdaj v začetku posta imejmo tisti fokus pred sabo. Ne. Velika noč bo. Ne. Pripravljam se v bistvu, ja, prek puščave in tega, ampak na odrešenje. Na to, da bom res izkusil, kako v bistvu Jezus tudi moje grobove pušča prazne. Da tudi moja smrt se vračamo na začetek nazaj, ne? Da nimam sebe v središču, kako bom jaz potem 20. aprila imel 5 kil manj, ne, ali pa nekaj tasga, ampak takrat bom jaz živel kot ostali kristjan, skupaj z ostalim Kristusem, živel v tistem polnem veselju, za kar sem bil ustvarjen, živel skupaj dejansko povezan s Kristusom, ne pa sam seboj. Ne. Ker jaz sam sebe ne moremo buditi od mrtvih. Pač to ne gre. Ne. Ja, v redu, lepo, Bogu hvala. Tako evo, spet en tak preplet. Oni so šli 40 let iz sužnosti v to obljubljeno deželo. Nas zdaj čaka 40 dni, da pridemo v našo obljubljeno deželo. Še več, ne? V to veliko noč. Tako, en velik hvala za tale pogovor. Hvala tudi vam, dragi poslušalci. Spremljajte nas še naprej. Pa vam želim res en tak lep, blagoslovljen postni čas in da bi v središče tega postnega časa postavili Boga, po komur tudi hrepeni naša duša. Srečno in z Bogom.